De facto ne vem, kako začeti tale vlog. Naj bi bil ful dober vlog, ko tamle vidiš moj črn lep nov Mercedes, ampak zgleda, da bo to bolj horror story. Namreč bil sem ful pameten v prejšnjem vlogu in kadar je človek ful pameten, je karma presica, pomeni, da se mi je tako močno vrnil. Ta moja pamet me je zdaj močno stala, namreč moj lep črn Mercedes, kljub dveh obiskom pri pooblaščenih serviserjih, ni bilo zaznati kakršne koli težave, ki se je pa seveda pokazala in je kar precej velika. Tako da po moji čarobni špici vas bom navdušil za osebino, ki bi mogla biti danes čisto drugačna. Namreč mogel biti popoln navdušen nad mojim avtomobilom, nad mojim super nakupom. Ampak ta nakup je očitno ful slab in jaz sem ful slabe volje. Tukaj je moja slabe volje, ker smo vsi slabe volje zadnjih 24 ur, tako da sploh ne vem, kaj narediti. Are you listening? You crazy mother. Ene stvari, ki v prvem vlogu nisem povedal, če imaš kakršen koli dvom, zaradi kakršnega koli razloga, sam 5 stran, pol bej stran. Ampak da boste razumeli v bistvu, v kaj sem se spustil, je najboljš, da gremo pogledat to, kar sem cel teden beležil. Zabeležil sem namreč, kako sem kupil ta avto, malo sem ga predstavil, pa tako naprej, tako da dajmo si najprej to pogledati, kaj sem čisto zares kupil, pa bomo pa v bistvu, pa boste pa vi presojali, ali sem se napačno odločil, oziroma ali se mi je to, kar se mi je zgodilo, s tem, da je z avtom kar precej stvari narobe, mogoče en tako hudo naključje, ali pa čisto zares bad karma. Šel je dan, ko vam bom jaz predstavil svojega prvega Mercedesa v lifeu. Če nisi prav kar entuzijast, če nimaš vsaj tako lifeu Mercedesa, zato sem tudi kupil Mercedesa, da vidim, če je vse tako, kot pravijo, da je Mercedes še vedno najboljši avto na svetu. Za mano je moj nakup, rabljeno vozilo Mercedes E. Tako da bomo imeli malo miru, ker nam zunaj ni nobenega miru, polnoma vsi skačejo po temu parkirišču, tako da... No, v prejšnjem vlogu sem razkril trike car dealerjev, ki vam jih nikoli ne bojo povedali ali pa razkrili. V tem vlogu bomo šli pa čez nakupen proces tega Mercedesa, v katerem ravno kar sedim, pa vmes probo potrditi, da sem šel približno po teh korakih, ki sem jih pridigal v prejšnjem vlogu. Ostanite z mano, povedal vam zgodbo o tem avtomobilu, ki je po moje zanimiva, zato ker je malo neverjetno, ampak pustimo detajle. No, mogoče zdaj v temu, zakaj sem se pravzaprav odločil za Mercedesa razreda E. Razlog ima precej enostaven. Biral sem med 3 kandidati, Audi ima 6, BMW serije 5, pa temnem Mercedesom. Vsi med 2013 in 2015 so vsi karavani, ker pač moja familija brez karavana ne more preživeti. In pa na koncu je bilo pač treba zbrati, kje avto bi mi imeli. In odgovor je bil v bistvu zelo kompleksen, pa raziskava, ki je sledila, da je zelo kompleksen. Namreč najprej sem šel pogledat padec povprečne vrednosti teh vozil in ugotovil, da v bistvu Mercedes največ devalvira. Pa sem šel pogledat reliability index. Reliability index ti približno pove, koliko težav so lastniki določenega tipa pa modela vozila imeli z določenim avtomobilom. Kjer se je ta Mercedes razreda E med vsemi kandidati, med temi 3 izkazal daleč najbolj zanesljivega. Potem je bil v bistvu tukaj faktor dimenzij pa velikosti. Ta avto ima ogromen prtljažnik. Kako ogromen prtljažnik, ki ga nima noben drug kandidat. Mislim, da je od BMW serije 5 kar 100 litrov večji. Tako da ene par faktorjev v bistvu kar takoj govorili eno zgodbo, zakaj se bo naša družina odločila za ta avto. No, in pri meni je bil ta postopek nakupa ekstra kompleksen. Star avto je pač star avto, nimaš kaj. Ko sva ga žalno pogledala, pogotovila, da z njim ni nič narobe, oziroma da ne nič ne moti, je najprej naslednji dan šel pogledati ta avto moj sosed, ki je avtoličar, cel ga je premeril in ugotovil, da z lakom nič posebenega ni, da je vse praktično original, samo da je bil zadnji rahlo lakiran na zadnjem levem boku, v bistvu nič groznega. Vsi avti, sploh pa 5 let stari, nekje so lakirani. Tako da pa je sledil pregled po pooblaščenem serviserju. Peljal sem ga na Autocommerce, kjer sem naredil tak temeljit pregled avtomobila, prav posebej temeljit, ker sem jih prosil, da naj posebej dobro pogledajo določene stvari in kjer tudi prav računalnik in vse ostalo ni pokazal nič. Tako da ja, no, zdaj imam avto v bistvu tane z njim vse. Bil je na enem servisu, kjer so zamenjali olje menjalnika, pa pač te osnovne stvari, ki jih je treba zamenjati. Pri 5 letih, tako da servis ni bil pocen, se pa splača res dober servis narediti in zdaj sem naslednjih 25 000 km miren.
Tako da to je to, kar se tega avta tiče. Ta avto bo v večjih vlogih, zato njemu ne bom preveč. Lahko povem samo to, da je preostanek vrednosti tega avtomobila v bistvu samo še 29% njegove nabavne vrednosti oziroma vrednosti, po kateri je zavarovan ta avto. No, je bil namreč 64.000 evrov, jaz sem pa za njega plačal nekaj več kot 18.000 evrov. Kupil sem enega klasičnega Mercedesa, to je Mercedes-Benz razreda E 220 CDI, pomeni, da je dizelski motor, ima 125 kW oziroma 170 konjev, 7-stopenjski avtomatski menjalnik in pa na Cagerju je imel neverjetnih 67.000 km, kar je za 5 let in nekaj mesecev star avto grozen mal. Tako mal, da je to čist neverjeten. Ampak pa smo seveda valjda šli čez vse to in nekako potrdili neko zgodovino tega avtomobila, ki je zelo čista. Toliko čista, da je mene prepričal, da je ta avto ta prav nakup. Tako da, to je to. Bom v vlogih, bom veliko stvari pokazal, bom tudi razne feature tega avta pokazal, kaj ima, pa kaj mogoče nima, pa zakaj tega nima. Je zanimiv spek, pomeni, da je AMG noter, AMG ozunji, to lahko povem, nima na primer najbolj pametnih žarometov, nima radarskega tempomata. To je to, to so te osnove. Ja, srečo moraš imeti, pa naključja. Ni nujno, lahko cele dneve spremljaš mobil.de, pa auto.net, pa pravega avta ne bo. Mogoče bo prišel trenutek, kjer boš mogel pa to zadevo samo zgrabiti. In približno tako se je zgodilo s tem avtomobilom. Prišel je ta pravi moment, v pravem času so se zvezde nekako poravnale in omogočili, da sem jaz ta avto kupil. Več o tem avtu po naslednjih vlogih, zdaj imamo pa še en mystery unboxing. Ja, namreč jaz sem v zadnjih dnevih zelo veliko na Instagramu objavil, kaj se mi dogaja, kako kupujem ta avto in tako naprej. In ko sem ga kupil, sem dobil en message, da če mi lahko pošle Witkar, en mystery box, in vse pošljate, in oni so poslali ne sam box, ampak cel prtljažnik. Tako da gremo zdaj v zadnji v prtljažnik, pogleda, kaj so mi poslali za mojega Mercedesa, je kup enih presenečenj. Sklepam, da jih je kup, zato ker je to ful velika škatla. Tako da zdaj smo preselili v zadnji. No, in takole so pri Witkaru napisali: hej Jan, opazili smo, da imaš novega družinskega člana Mercedes E-razred, ker smo slišali, da si Picajzer, ti pošiljamo Witkar mystery box, s katerim boš avto obdržal v top formi. Želimo ti obilo zabave pri opremljanju avta in ogromno prevoženih kilometrov brez daljših ostankov. No, dajmo odpreti ta mystery box. Ja, cool! Gledringovi tepihi, te tepihe sem jaz imel že v Renault 4, pa Spačku, pa Jugotu, tako da, kakor vem, je to ena najbolj kakovostnih blagovnih znamk, tako da se ful veselim, ker jaz sem res Picajzer, kar se tiče avtomobilov. V bistvu sem eden največjih Picajzerov, pri meni bi najraj ljudi obuv v copate, ki jih v avto spravim. Tega sicer ne počnem, ker se mi to zdi čisto bizarno, ampak ja, je pa to, da velikrat, kaj jaz ljudi iz avta spravim, grem pa tu malo ne skrivaj avto, pa spraviti, pa stresem te pisone. Tako da izjemno težko prenašam ta pison v avtomobilu in imam izjemno rad, da so taki gumasti. In te gumasti so res top shit, ne. To opereš in to je to. To niso tako hec, nikar za hec. To imam na oči. Gledringovo tole zadevo. Gledringovo specialno sredstvo za čiščenje njihovih gumastih tepihov. Neki za engageka so Valjda, da je. Leto. Sej ne morem verjeti. Pa sem dobil, leto, sponzorska mačka malo v naslednjem vlogu gor. Kva so mi poslali? To, ko vedno kupaš, kako boš šlo v avto. Jaz se vam stokrat zahvaljujem, res so lušne, res so dobre. Je pa tako, da če po zimi imaš tega, imaš v avtu čisto sranje, ne. Model je pa tudi rekel, da to na običajnem servisu v primerjavi olja tega naj ne bi bilo zaznati, zato ker pač na vizualen prvi pogled motor ni deloval nepravilno, ne, ni njihov v vratih, ni nekaj se dogajalo z njima, veš, da bi človek rekel, da nekaj je, in ga ne preklopijo na tester. Ta tester je ekskluziva, takrat, ko ti rečeš, imam težave z motorjem, kadi se mi. Takrat oni šele na EKG preklopijo srce avta. Ker je nekaj orank narobe, ne? Ti greš na menedžerski pregled, ne? Jaz to vedno, to stanje avtomobila vedno z človeškim telesom primerjam, ne? In če je oljni filter ledvice, če je srce bat, ne? In tako naprej, če so sklopke, ventili, ne? Je to v bistvu človeško telo, si zares, ne? Da sem jaz plačal menedžerski pregled pri Mercedesu, ne? Pa da pri tem
v menedžerskem pregledu noben pravzaprav z EKG-jem srca ni poslušal. De facto pogledali so, če ima človek obe noge, če ima človek obe roke, če ima glavo, oči tudi zna zapirati, podpirati, ne. A veš, ne, dvigne samo, ne. Vse to so preverili, ta spektr so šli skozi, ne. Spuščali, dvigovali so šipe, gledala je antena, ni antena, ima avto bremze, avto nima bremze. To so pogledali, ne. De facto srca noben ni poslušal, ne. Da bi ugotovil šum na srcu, ne. To je problem. To je tisto de facto sranje, ki nimaš kaj narediti. Kaj pa jim lahko zdaj očitam? To, da so totalni šalabajzeri, da živ Bog in to 2 pooblaščena servisa. Ni se unemu zdel pri toliko 1000 kilometrih, pri 68 tisoč kilometrih, da bi on mogoče to dal na en tester, pa da viče vse z mašino v redu. Na rednem servisu, kjer so menjali ole, menjalnika in te stvari. Dajmo pogledati, avto ima toliko kilometrov. Ali so bili pa s trgovcem. Bili so zmenjeni, da grem tja na servis, ko sem izredil ta ful pocen servis, ne, 50% popusta na servis, ne. Sem dobil zrihtan, grem na servis, zadeve zrihtam, ne. Oni zamočijo, pa jaz to de facto ne bi videl 3 mesece, pa bi pa avto zaribo, ne. Tako no, jaz imam diagnozo, pa so nektori, naj bi bila kar 2, ki nista okej, tako da ja, baje se te šobe, ne, oziroma nektore demontira, pa se jih pa pač spošlja na pregled oziroma obnovi, ampak tipično je za nektore, da crkuje okoli 200 evrov tale avto za mano, ima pa dokumentiranih 67 tisoč, tako da I'm worried. Zdaj me bo pa pot zanesla kot direktor trgovcev tega avtomobila, tako da malo vidim, kva mi bo on rekel, oziroma kaj on pripravljen. Definitivno sem gospoda vprašal, da če bi bil on lastnik, on bi zahteval temeljito obnovo vseh 4 injektorjev, tako da to je to, no. Ja, lej, bomo videli, štala cela. Tako no, diagnozo imate, bil sem potem kjer so bili fanti zelo okej in so rekli, da bo vse zrihtano na način, da bo zadeva 100% v redu, se pa bojijo, da če oni ne bojo izbrali serviserja, da bo hotel vsi ostali serviserji kar vse pomeniti, tudi če ni pokvarjen. Tako da imam še tu problem, zato ker jaz bi želel izbrati neutralnega serviserja oziroma nekoga, ki bo to zadevo v bistvu tako popravil, ne nekoga, ki ga nekdo pozna, tudi če je pooblaščen, hočem nekoga, ki bi ga pač jaz bral, no, če zares. Zdaj bomo pa videli, koliko mi bo nasprot prišel. Trenutno imamo malo težave, zato ker, ja, se pravim, noben me ne zaupa, ne. Jaz njim ne zaupam, oni meni ne zaupajo. Vas pa na drugi strani vprašam, komu bi zares vi zaupali, če bi kupili tak avto, ali enemu zelo neodvisnemu serviserju, ali kar temu, ki ti ga je prodal. Ker namreč res imam težave, jaz bi rad ta avto res uredil, avto vozil, naredil z njim 100 000 kilometrov in potem, ko ga bom oddajal, bi ga rad oddal na način, kot sem svojega C-Maxa z vsemi dokumenti, da z avtom vse 100% v redu. In imam težavo, da za zaupanje pa za enkrat moram reči poudariti, da je njihov odnos 1000% profesionalen, res dober. Imamo pa zdaj malo tega konflikta cen ali pa kaj bo nekdo komu naprtil. Meni so pač naprtili eno zelo lepo črno nemško limuzino, ki ima pa eno tako hudo skrito napako, in sicer napako na injektorjih oziroma šobah. Jaz upam, da ste se kaj iz tega naučili, iz moje lekcije kaj naučili, da če bom uspel zadeve dobro zrihtati, bom dobro zrihtal, drugače sem bedak. Tako, če ste se nekaj drugega naučili, je to, da morate sebe poslušati. Če vam karkoli ni všeč, obstaja 100 ali pa 1000 avtomobilov, ki jih lahko kupite, vsi se trgajo za kupce, ne skočiti na prvo, ampak glej, mislim, zakva? Lej, mislim, to je enostavno ful lepa avto. Vsi so mi zagotovili, da ima originalne diske, na podvozju vse okej, ni več kilometrov, naj jih ne bi bilo, vsi servisi, vse se sešteje, ampak ne sešteje se pa to, da ta avto zdaj ne dela prav dobro ali pa lepo. Pravi, da se lahko vozim, ampak malo. Tako da, vidimo se do naslednjič. Naredim update, definitivno, moram. Mogoče en tak zelo čuden nauk zgodbe, te zgodbe, saj po moje, nauk je, da lahko narediš v življenju vse prav, ampak sreča je pa tist, na kar ne moreš vplivati. Jaz verjamem, da sem imel s tem avtomobilom malo nesreče ta trenutek, pa mislim, da se bo vse pozitivno obrnilo, ali pa da je mogoče celo v tej nesreči ful nesreče, zato ker ja, povejte zakaj. Jaz pametnega razloga ne najdem, ampak vsaki slabi stvari je nekaj dobrega. Čeprav te slabi stvari ni nič dobrega. Ali pa.
nikoli ne veš. Vidimo. Čau.